Lep pozdrav. Ja, danes sem se odločila, da vam pokažem nekaj preprostega za, bomo rekli, začinjati prehrano. Predvsem pa zato, ker so pač nekako tule pred nami prazniki, malo bo druženja, piknikov in tako naprej. Ziher bomo kako vrgli na žar, tako da sem se odločila, da pa bi bilo fajn, da se mogoče naučite oziroma da vidite, da si lahko naredite neke zeliščne soli, ki so lahko pač samo za začinjanje jedi ali pa za pripravo marinade iz tega. Nekako, ko pač razmišljamo o teh začinjenih zeliščnih mešanicah, o usklajevanju tega, vedno imamo nekako v mislih, da niso vse enake. Torej za, bomo rekli, rdečo meso, tam spadajo take fine, bolj pikantne zeliščne mešanice. Medtem ko na primer za ribe so zelo primerne take malo, ki rade potegnejo malenkost na sladko. Potem za zelenjavo uporabljamo nekoliko blažje. No, danes bomo pokazali dve, torej za pripravo rdečega mesa, torej ki je primerna za govedino in pa za svinjino, in pa eno, ki je primerna za ribje jedi. Zagotovo boste mogoče malo pobrskali po svojih shrambah in iz teh vseh zelišč, ki jih imate doma, boste ziher našli par zelišč, ki jih boste lahko seveda uporabili v zeliščnih mešanicah. To je čisto preprosto. Na primer, začnemo z eno tako klasično začimbo, zeliščem, in to je seveda rožmarin. Rožmarin se zelo poda k govedini, svinjini, paše tudi v ribje jedi, ampak da pač nimate vedno, da ni vedno okus po rožmarinu, bomo danes naredili dve različni. Zdaj lahko to drobite kar tako v roki, na primer, dobro je, da zelišča prej nekako nadrobimo, že kar takole. Jaz pa rada uporabim takle možnar, zato da pač zelišča malo bolj zdrobimo. Ne rabite jih čisto drobiti v prah, saj je vseeno dobro, da se zelišče malo bolj vidi in tudi okusi, da vejo ljudje, pač kaj ste zdaj dali v to marinado. Evo, na nek tak način. Zdaj, koliko količinsko, to je pa čisto odvisno od vašega okusa. Mogoče glejte le toliko, da ne pretiravate z nobenim zeliščem. Potem nekje drugo zelišče, ki zelo dobro spada k rdečemu mesu, je smilj. Mogoče ga že prepoznate. Pri smilju kot začimbi se najpogosteje uporabljajo izključno le cvetovi. Kar takole jih nadrobite, lahko uporabite tudi liste ali pa stebla zraven. Drugače pa čim bolj cvetovi, zato ker imajo večjo aromo. Evo, takole, kot lahko vidite, se zelo lepo v takšnem možnarju zelišča drobijo. Zato je dobro, da imate takšen pripomoček doma, zato ker ko mi takole zelišče zdrobimo, se potem lažje, nekako bomo rekli, lažje se naredi marinada in lepše in lažje se oprime mesa. K tej mešanici lahko dodate tudi tule origano ali dobro misel, tale je že kar lepo nadrobljena. To spet dodate po okusu, lahko dodate ali origano, torej tisti, ki cveti belo, ali pa dobro misel, ki mu rečemo tudi kot divji origano in cveti tako rožnato do vijolično. Tole že zelo lepo diši.
Koliko zelišč date v eno tako zeliščno mešanico, ki jo boste potem kasneje uporabljali, je čisto od vas odvisno. Glejte le, da ne bo res vsega preveč, da se potem ti okusi nekako lepo dopolnjujejo. V mesne jedi zelo lepo paše tudi žajbelj. Naj ga spet ne bo preveč, ker ta aparat potem nekoliko pogreni, kar pa spet ne bo dobro. Tako da malo točemo, zdrobimo, s tem tudi nadrobimo tista stebelca, ne samo liste. Takole nadrobimo tako kot nekakšen prah. Tako, tole noter smo torej dali rožmarin, laški smilj, cvetove, origano in pa žajbelj. Lahko bi dodali seveda še mogoče malo šetraja ali pa kakšen timijan, vendar mogoče poskusimo tisto reči v kakšni drugi mešanici. Če želite, da bi bil okus nekoliko bolj pikanten, tej mešanici preprosto dodate malo čilija, to dajte po okusu, če imate radi več, ga dajte več. Jaz ga ne dam veliko, ker se pač to uporablja tudi v prehrani za otroke. Tako, lahko dodate zraven še poper, kakšen česen v prahu, čebulo v prahu in pa mogoče malo sladke paprike. Takole, mogoče takle. V glavnem to naredite nekako čisto po vašem okusu. Večkrat, ko boste kakšno takšno zeliščno mešanico delali, bolje vam bo šlo. Zdaj tole zeliščno mešanico samo takle dobre premešate in jo v bistvu lahko že uporabljate. Jaz pa rada dodam še zraven sol. Razmerje je spet odvisno čisto od vas. In je to to. In ne boste potrebovali kupovati tistih zeliščnih soli, mešanic v trgovini. Lepo izgleda, odlično diši, uporabili ste sama domača zelišča. Več, ko boste uporabljali takšnih zelišč, manj boste v svojih jedeh posegali po soli. Sploh, naprimer, kadar uporabljamo šetraj. Šetraj ima zelo veliko natrija v sebi in s tem nekako nadomešča tudi sol. No, tale mešanica, kot sem rekla, je zelo primerna za pripravo govedine, svinjine. Če bi nekako tejle mešanici dodali še mogoče malo šetraja, bazilike, bi jo lahko uporabili tudi pri mariniranju perutnine. To je ena. Zdaj pa smo rekli, da bomo pripravili še eno mešanico za morske jedi. Ribice se zelo dobro vklapajo, veste, z provansanskimi, torej mediteranskimi začimbami. Med njimi spada rožmarin, žajbelj, bazilika. Jaz imam pa tukaj olivno zelišče, ki vonj spominja na vonj oliv. Zgleda takole. To je v bistvu raste kot polgrm in v poletnih mesecih zacveti tako rumeno. Zelo veliko ljudi uporablja kot okrasno rastlino, drugače je pa zelišče zelo primerno za takšnole mariniranje jedi ali pa za pripravo čaja. Čaj iz olivnega zelišča spodbuja našo prebavo, pomaga pri raznih želodčnih težavah, črevesnih težavah, deluje v našem telesu bolj tako antibakterijsko in se zelo, zelo dobro ujema pri pripravi torej morskih jedi, testenin, raznih solat. Tudi kadar marinirate oziroma začinjate zelenjavo,
jo lahko brez skrbi dodate. Bom pa rekla, takole je kar močno zelišče, tako da tudi ni potrebno pretiravati z njo. Takole. V morske jedi zelo dobro paše tudi citronski timijan. Če citronskega timijana nimate, preprosto vzamite materino dušico. Takole. Ali pa navadni timijan. Tudi ni tak problem. Zelišče osmukamo takole dol z tehle stebelc. Stebelca potem ali odstranimo, ali pa jih zameljemo. Takole nadrobimo. Da ne bojo teh olesenelih delov zelišč v naših jedeh, da bo čim bolj sol fina. Torej, citronski timijan. V morske jedi zelo dobro spada tudi komarček. Jaz imam domač komarček, tole je rdeči komarček, to so semena rdečega komarčka. Lahko uporabite tudi semena navadnega komarčka. Če slučajno komarčka nimate, seveda lahko uporabite tudi janež. Nekoliko drugačen okus, ampak sicer pa zelo podoben. Tudi ni potrebno pretiravati s tem, ker je tole zelo močno. Spet ga poskusite čim bolj zdrobiti. Kadar si pripravljate te zeliščne mešanice za jedi, naj bojo čim bolj sveže, naj potem tudi ne stojijo predolgo, zato ker se lahko ta eterična olja preveč spustijo. Jaz jih rada pripravim pač za, bom rekla, za nekaj komadov, parkrat tako naprej, da ni treba vedno znova delati te mešanice. In to je nekako za ribje jedi čisto dovolj. Če želite, bi pač namesto komarčka dodali mogoče kakšen rožmarin ali pa žajbelj. Tako, temu spet dodamo sol. Če želite, spet lahko temu dodate tudi kakšen čili. Čisto po vašem okusu, po vaši izbiri. Tako. In imate domačo zeliščno sol. Poskusite biti čim bolj, bom rekla, ustvarjalni. Ne rabite se držati nekih strogih pravil. Mogoče še kot zanimivost, tudi sivka se lahko uporablja pri mariniranju jedi in pa pri pripravi jedi bolj za počasno pečenje v pečici, tako kot je na primer jagnjetina. Pač vzamete sivko, meto, peteršilj, začinite s tem jagnjetino in počasi pečete v pečici. Bom rekla, poseben okus, ampak kar malo drugačen. Tako, jaz mislim, da smo mi na žar pripravljeni. Veselo ustvarjanje!